Na cestah videvamo že 5 let in tale je bil pred kratkim konkretno prenovljen, pa je o njemu vse že povedano že. Zato mene zanima nekaj drugega. V bistvu... Hibrid je. Kam si šel zdaj? In sicer najcenejši do zdaj. Dobrih 52.500 evrov stane osnovni model. Jasno, to pomeni, da sta zdaj tukaj notri dva motorja. Ajde, pet ven. Daj no, test moram delati. Test moram delati. 4-valni dizelski agregat z dobrima 2 litroma prostornine proizvede 150 kW in 500 Nm navora. Elektromotor pa doda še svojih 20 kW in 250 Nm navora. Wow! Ampak navor se tukaj ne sešteva, ker imata motorja različna režima delovanja, vseeno pa ga imata skupaj kar 590 Nm, kar pomeni super pospešek z mesta in potem 7,5 sekunde do 100. Tudi tukaj je pogon na zadnji kolesi, menjalnik pa ni kakšen CVT ali kaj podobno glasnega, ampak klasičen samodejni s 7 stopnjami, ki je top zadeva. Pa tukaj je ročica. V praksi je tako. Če želite, lahko samo na elektriko speljete, ampak zelo počasi. In ko igle na merilniku doseže max, kar pomeni, da elektromotor daje od sebe vseh 20 kW, se lepo vklopi še dizelski motor. To je nekje pri 30 km/h. Torej vam je lahko tako jasno, da boste varčevali pri mestni vožnji, kdor se vozi samo po avtocesti, pa verjetno ne bo prišparal niti deci goriva, čeprav je hibrid celo malenkost bolj aerodinamičen kot običajni model. Na testu mi ob mešani vožnji poprečno rabi okoli 7 litrov. Za volanom boste hibride spoznali samo po tem merilniku, ki kaže aktivno moč elektromotorja, prostora na zadnji klopi pa je toliko kot prej. Baterije so namreč pospravili kar pod havbo in ne krade prostora potnikom, prtljažnik pa je samo za 35 litrov manjši. Pelje se lepo, mogoče le malenkost manj lahkotno kot recimo E250 CDI, od katerega je tudi malo težji, in dražji samo za 1500 evrov, pa tukaj dobite še serijska lepša platišča, ki so vredna 500 evrov. Torej tisočak več za malo manjšo porabo v mestih, kdor ima sestanke v mestnih središčih, se mu mogoče celo splačajo.